Vendar pa se moramo zavedati, da so zato, da stroka lahko opravlja svoje poslanstvo, zaslužni tudi vsi zaposleni, ki jih ne vidimo, ki jih posebej ne opazimo, s svojim delom in entuziazmom pa omogočajo, da stroka lahko svoje delo opravlja, kolikor je le mogoče, mirno in v urejenih pogojih. Onkološki inštitut je celota, je mozaik, v katerem ne sme manjkati nobeden niti najmanjši delček. Zaradi njega se lahko poruši cel sistem. Zato je še kako pomembno, da se tega zavedamo in da inštitut obravnavamo kot celoto, v kateri moramo zagotavljati stabilne delovne pogoje in najti priložnost za razvoj vsakega posameznika svojega področja. Posebej moram tudi poudariti, da tesno in konstruktivno ter zelo kakovostno sodelujemo s predstavniki različnih združenj onkoloških bolnikov, kar še krepi našo vlogo kot osrednje ustanove s področja onkologije v državi. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bodo tovrstna društva naš pomemben partner pri nadaljnjem uresničevanju našega poslanstva. Izpostaviti moram tudi, da smo lahko zadovoljni z zdravstvenim sistemom, ki nam omogoča, da je vsak Slovenec, prav vsak Slovenec, ki zboli za rakom, obravnavan takoj ali v najkrajšem možnem času, po najnovejših smernicah, z uporabo najsodobnejših metod in tehnik, z najnovejšimi zdravili, s sodelovanjem vrhunskih strokovnjakov, ki jih imamo prav mi na našem inštitutu. Ne samo upam, verjamem, da bo to tako tudi v bodoče. Onkološki inštitut ima strategijo, ima plane za razvoj, ima vizijo. Koraki in poti so lahko različni, v tem ni nič slabega. Važno je le, da smo vsi usmerjeni k prepoznavanju in doseganju skupnega cilja. Že Einstein je povedal, če hočeš živeti srečno življenje, ga moraš povezati s ciljem, ne z ljudmi in ne stvari, samo s ciljem. Onkološki inštitut bi ob koncu bi se rada zahvalila in izrekla iskrene čestitke vsem zaposlenim, saj je praznik Onkološkega inštituta praznik vseh nas, ki danes in tudi tistih, ki so v preteklosti prispevali k temu, da se s ponosom lahko ozremo na prehojeno pot in na vse dosežke, saj smo s svojim delom ustvarili pogoje, da smo lahko vrhunski. Res je, da so naše oči usmerjene proti zvezdam, ampak svoje noge ohranjamo trdno na tleh. Ob koncu in ne nazadnje pa bi se rada zahvalila našim neutrudnim PR-ovkam, gospe Beti in Vesni, ki sta poskrbeli za odlično organizacijo današnjega slavja in vsega, kar sodi zraven. Želim vam lep in nad vse prijeten večer. Hvala lepa.